tej sortirnici sortiramo različne artikle. PET, aluminij, HDPE, posovne, tetrapak in to hitrimi gibi pobiramo iz traka, sortiramo, kot pač dohajamo. Včasih pač ni bilo te sortirne linije, ne? Zdaj se pa vse sortira, nikamor se drugam ne vozi, niti se ne zakaplja. Vse presortiramo in gre naprej predelavo. Tako da non-stop se vozi noter, tukaj imamo dela dosti. Delo poteka super, dvoizmensko. Delo je v zadnjem epidemičnem letu potekalo še nekoliko bolj intenzivno. Poznalo se je, da so bili ljudje doma, saj je bilo odpadkov iz gospodinjstev bistveno več. Delamo res, smo delali na polno. Ja, malo se je umiril, ampak je še kar. Delo na Centru za ravnanje z odpadki je organizirano tako, da potekajo dva delovna procesa, dva večja delovna procesa. Eno je sortiranje mešane odpadne embalaže, drugo pa je predelava mešanih komunalnih odpadkov. V procesu sortiranja mešane komunalne embalaže pridobivajo tako imenovane reciklante. To se nanaša na plastično embalažo, kot so plastenke, ter embalažo iz aluminija in drugih kovin, ki omogočajo neskončno vrsto predelav iz odpadka v novo surovino. Trenutno, bom rekla, naš delež recikliranja je nekje še pod 50%, minimalno pod 50%, vendar glede na zadnjo uredbo o embalaži in o odpadni embalaži do leta 2025 nas čaka, bom rekla, kar ambiciozen cilj, se pravi, se bomo morali približati 65% stopnji recikliranja. Drugi del mešanih in ostalih trdih komunalnih odpadkov mehansko obdelajo in opravijo biološko stabilizacijo. Nadaljnji postopek obdelave teh odpadkov poteka v obratu za proizvodnjo alternativnih goriv, ki se uporabljajo za nadaljnjo energetsko izrabo v industriji. Konkretno se odpadki obdelujejo oziroma mlejejo na predšrederju, na predmlinu in potem na mlinu ekološko sporne, se izloča in potem prihaja, kot vidite v ozadju, gorivo različne kvalitete, se pravi visokokalorično in nizkokalorično gorivo. Se pravi, mi ta goriva potem plasiramo, se pravi v Sloveniji, v cementarno v Sloveniji, cementarno Anhovo in na ostalih 7 cementarn, se pravi v Avstriji, Madžarski, Slovaški in pa v Bosni in Hercegovini. Prav proizvodnja alternativnih goriv je iz okoljskega vidika zelo pomembna, poudarja Stegnetova, saj zmanjšuje delež odpadkov, ki se odlaga na nenadzorovanih območjih v naravi. Za obvladovanje vseh teh procesov so ključni zaposleni. Na Centru za ravnanje z odpadki je zaposlenih 68 ljudi, 70% zaposlenih prihaja iz občine Krško in Kostanjevica, ostalih 30% pa iz bližnjih okoliških občin. Živim slab kilometer stran, sam sodelujem v procesih, sam sodelujem pri izvedbi vsega skupaj in vam lahko zagotovim, da danes na centru ne ostane niti najmanj ena vrečka. Napram nekoč, ko je bilo tle odlagališče smeti. Glede na samo naravo dejavnosti največ pozornosti posvečajo varstvu in zdravju pri delu ter požarni varnosti. Kot poudarja direktorica, pa za enega pomembnejših ciljev štejejo zmanjšanje negativnega vpliva na bližnje okolje. Temu v bistvu je tudi podvržena naša strategija v naslednjih letih, ker predvidevamo izgradnjo pokrite stavbe, se pravi novega centra na isti lokaciji, kjer bojo v bistvu vse proizvodne linije, se pravi tako sortirnica mešane komunalne embalaže, kot se pravi 2 liniji za proizvodnje alternativnih goriv. Ljudje se moramo zavedati, da smeti, embalaža, ki jo mi obdelujemo, jo dejansko tudi sami ljudje, občani, krajani, državljani proizvajamo. Nekdo se mora s tem ukvarjati.